Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14. in 20. na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober večer. Ja, takšno malo posebno predavanje je, zato nam je malo nerodno in zato ti nasmeški. Pravzaprav je nekako lažje napovedovati druge, organizirati predavanje za druge, kot pa zase. Tako da se kar malo na trnih moram priznati. Ja, tudi jaz in lahko rečem, da po eni strani pa še sreča, da je korona, ker mislim, da se ne bi midve opogumile pa tople. Ja. Priznati, da so vsi naši dosedanji predavatelji, 11 predavanj je že bilo na tej konferenci, postavili zelo, zelo visoko letvico do tega, kakšno naj bo poljudno in hkrati strokovno, kakovostno predavanje, ki naj prežema tako delovanje v službi kot doma. Res iskrena hvala vsem našim predavateljem. Če še niste pogledali njihovih predavanj, si jih lahko pogledate na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu ali Facebooku. Upamo, da bo to na kak deževni dan, tako da sončne le preživljajte zunaj. In upam, da boste sedaj z razumevanjem in malce nam mogoče skozi prste pogledali, ko bo zdaj na vrsti najino predavanje. Povej, o čem smo govorili? Ja, nama nikoli ni dovolj, bi človek rekel, da organizirava cel teden kreativnosti in organizirava 12 predavanj. In zakaj nama nikoli dovolj, boste pa lahko videli tudi iz tega predavanja, kaj ti govoriva o razvojni miselnosti, obe pa neskončno verjameva v človeški potencial in človeško ustvarjalnost in si strašno želiva, da bi vsak verjel v svojo ustvarjalnost, v svoje potenciale in v potenciale ljudi okoli vas. Zato predavanje na temo razvojne miselnosti, kjer bomo pogledali, na kakšen način kakšna je pravzaprav narava naših možganov in inteligentnosti v različnih življenjskih obdobjih in kako lahko razvojno miselnost tudi krepimo tako pri sebi, kot tudi pri drugih, pri sodelavcih, pri naših otrocih. Mogoče čisto banalen primer, jaz do 28. leta nisem znala kuhati. Ko sem bila mala, me je mama naganjala iz kuhinje, da vse umažem, vse razmeče, pač ADHD-jevka, ki pač vse razturi. Potem sem imela fante, ki so pač kuhali za mene ali pa živela od toastov in kokic. No, potem se pa vselim za človekom, za katerega nisem vedela, da ne zna kuhati. In sem se spomnila, kar je vedno govorila moja teta, kdor zna brati, zna kuhati. In to je recimo ena izmed tistih veščin, na katero sem danes kar ponosna, čeprav sem se kar nekaj časa borila v sebi, to ni za mene, to jaz ne znam, to bodo že drugi opravili. In enako razvojno miselnost lahko pravzaprav potegnete na katerokoli področje svojega življenja, službenega ali pa popolnoma zasebnega. Tako da ja, danes bomo govorili o tem, z mano je dr. Blanka Tacer, ja, moram moralno predstavitev narediti, seveda, psihologinja in ekonomistka, aktivna kot trenerka in coachinja s področja pozitivne psihologije.
Za njo je že več kot 20-letna kariera, v kateri je ustanovila več učnih skupnosti, organizirala vsaj 1000 izobraževalnih dogodkov, podpirala najmanj 100 posameznikov in delala za več kot 80 podjetij in neprofitnih organizacij. Midve pa skupaj od januarja 2013 organizirava predavanja z področja pozitivne psihologije, pa še kakšno drugo malenkost tudi zraven, a ne? No, in z mano je pa Nastja Mulej, sociologinja in ekonomistka, trenerka razmišljanja in najbolj poznana po tem, da je mama slovenskih prevodov vseh možnih Debonovih knjig. Ne vseh, ki jih je on napisal, ampak vseh, ki so prevedene v slovenščino. In jutri, prosim lepo, bo izšla njen najnovejši prevod Debonove knjige Lateralno razmišljanje. Nastja, že zdaj ti čestitam, vem, koliko enih skrbi si imela s tem, koliko enega truda si v to vložila in vsaka čast in hvala, da to delaš za naš slovenski prostor, da verjameš tudi v slovenski jezik in nam domači jezik prevajaš vso to dragoceno znanje. Hvala ti, jaz sem kar obsedena s tem, da je bolje, da govorimo o slovenskih izrazih, tako da razvojna miselnost je v najinem jeziku razvojna miselnost. Zelo so se ukvarjali s tem, kako pa imenovati togo miselnost, da ni kar fixed growth mind, ker se mi zdi, da je naše ozadje različno kot anglosaksonsko in ni pošteno, da kar dobesedno uporabljamo iste izraze. Tako da, tudi jaz sem vesela, da bo išla knjiga Lateralno razmišljanje korak za korakom. Danes bo že v nagradni igri za vas in jutri bo, pravzaprav v petek bo že nekdo jo dobil po pošti, kajti nagradna igra traja 24 ur. Torej, če mislite, da niste kreativni, vam povem, da če se boste držali navodil iz te knjige, boste razvili razmišljanje in postali kreativni tudi vi. Zdaj pa čak, Nastja, da ne boš zdaj ti vso predavanje povedala in potem bomo ponavljali še enkrat. Naj samo se še zahvaliva, ker vse to, da lahko midve ustvarjava in pomagava prenašati te vsebine med širše množice ljudi, nama omogočajo podporniki, ki verjamejo v najo in v najino delo in v vse vas, da se lahko razvijajo potenciali. Ti podporniki pa so Epilog kot celovit podpornik, to so Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result in AMZS ter Adria Dom, Lek Novartis, Salus in Genis Sonce. Hotela sem povedati tudi, da nas hvala Bogu spremljajo v časniku Delo, na Media Marketingu in v podjetniku.net, ki so objavili kar nekaj člankov na teme predavanj, ki ste jih lahko poslušali ta teden, ko je bil Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti. V svetu ga praznujejo 20 let, lani smo ga malo, tudi v Sloveniji, letos smo ga kar na veliko. Prav tako pa letos praznujemo v Sloveniji tudi današnji dan, zadnje 4 leta je to Svetovni dan ustvarjalnosti in kreativnosti. Letošnje leto so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto ustvarjalnega gospodarstva za trajnostni razvoj. Ustvarjalne industrije, torej ustvarjalne panoge, spodbujajo inovacije in so pomemben dejavnik v storitvenem sektorju, podpirajo podjetništvo, prispevajo k kulturni raznolikosti in pomenijo bogastvo narodov. In to je vse to, za kar se borimo na pozitivni psihologiji in za kar vas prosimo, da donirate, če ste uživali na teh predavanjih. Ne rabite donirati nama, hvala Bogu, donirate pa Pravni mreži za varstvo demokracije. Danes je pravzaprav šele 3 mesece, kar obstaja ta nevladna organizacija, se pa lahko pohvali že z mnogimi zmagami na področju uporabe pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. Tako da najlepša hvala Pravni mreži za varstvo demokracije, za njihovih izjemno plodnih
za njihove izjemno plodne 3 mesece. Prav tako pa hvala tudi Ekologom brez meja, ki, če pogledate njihove številke, uspelo jim je vključiti v akcijo Očistite Slovenijo kar 14% celotnega prebivalstva. Cel teden sedaj imajo različne dogodke, da nas opominjajo, da je zemlja ena sama, da je voda skupna, zrak naš in bomo preživeli pravzaprav samo, če bomo jedli čisto zdravo hrano. Tako da, če ste vsaj malo uživali v naših predavanjih, če ste se učili, če ste napredovali, lepo prosim, donirajte Pravni mreži za varstvo demokracije in Ekologom brez meja. Ja, se vidimo tam nekje v slabi uri, postavljajte nama vprašanja, ker seveda bova tudi midve z veseljem odgovorili, tako kot tudi so najini predhodniki. Se vidimo čez slabo uro. Ko sem pred leti začela pripravništvo, pred davnimi leti je bilo to, v enem izmed podjetij smo imeli kar veliko psiholoških testiranj. In ljudje, ki so se udeležili psihološkega testiranja, so marsikateri od njih imel navado, da pride k meni na povratno informacijo. Včasih sem se začudila. Namreč nekega dne je prišla gospa, ki je sicer delala kot skladiščnica, k meni na povratno informacijo in je imela tako zelo, bi morda lahko rekli, dobre rezultate. Namreč imela je nadpovprečne intelektualne sposobnosti. In v redu, ko se je to zgodilo prvič, sem mogoče malo pomislila, gospa ima pa res visoke nadpovprečne sposobnosti, dela pa še kot skladiščnica. Mislila sem si, morda ni dovolj vztrajna. Potem so se pa ti primeri začeli dogajati in seveda sem želela priti zadevi do dna. Dokler se nisem nekega dne začela bolj podrobno pogovarjati z osebami in jih začela spraševati, kaj se dogaja, kaj je v ozadju. In nekega dne sem imela še posebej intenziven pogovor z eno takšno gospo. Dajmo jo poimenovati Ano. Bila je pri meni, imela je dobre rezultate in sem rekla, gospa, vi imate takšne intelektualne sposobnosti, da bi lahko naredili doktorat. Kaj se je dogajalo? In ko sva raziskovali njeno zgodbo, mi je gospa se razjokala, kajti ugotovila je, da se je nekega dne v življenju naučila, da če se moraš za neko stvar potruditi, to pomeni, da nisi dovolj talentiran, da nimaš dovolj potenciala v sebi, ker če bi ga imel in če bi bil nadarjen, bi seveda ti že od začetka gladko šlo in bi napredoval po lepi lestvici navzgor. Čim pa pride neka ovira na pot, je pa to zgolj dokaz, da morda pa le nisem tako pameten, kot se zdi na prvi pogled. In potem je gospa ozavestila delovanje možganov in se je zgodba nekoliko drugače obrnila. Zato smo danes tukaj, da se bomo pogovarjali o razvojni miselnosti. Pozdravljeni. Danes je boljši dan, kajti danes se bomo učili o tem, kako z razvojno miselnostjo izboljšati korake svoje kariere. Povedali bomo, kaj je to razvojna miselnost. Povedali bomo par mitov o razvojni miselnosti in načine, kako lahko našo razvojno miselnost okrepimo. Še prej pa vzamite en listek v svoje roke in si gor napišite, kaj je tisto, kar želim danes izvedeti od predavanja. Predavanju je naslov Razvojna miselnost in izpopolnjujoča se kariera. Ko zaslišite ta naslov, kaj je tisto, kar želite izvedeti? Nastja, ti boš pa povedala, zakaj sem to spodbudila.
Ja, s tem bomo svoje možgane usmerili, da se bodo osredotočili na lastne cilje, ki jih želimo doseči, zatem, da smo prisotni to 1 uro, in na ta način bomo tudi lažje pobirali vsebine in jih nekako postavljali v tiste točke v naših možganih, kjer nekaj malega ali velikega o tem že vemo. Razvojna miselnost se v angleščini reče growth mindset. Imamo growth mindset in na drugi strani imamo fixed mindset. Fiksna miselnost. Ja, fiksna ali toga ali zakoličena, to je tista, kjer misliš, sem kar sem. Kolikor sem sposoben. Kolikor sem pameten. Kolikor sem nadarjen. To sem dobil in s tem moram narediti. Kot če bi rekli, ja, jaz pač imam rjave oči, kolikorkoli vadim, nikoli moje oči ne bodo modre ali pa zelene. Ali pa si rečemo, Nastja, ti si se rodila kot govornica. Vi ste se morda rodili kot učitelj, kot vodja. Ja, ali smo se res? Ne? Kdor spremlja pot nekoga, ki blesti mogoče na odru, ali na nogometnem igrišču, ali za klavirjem, ve, da je tu noter vloženo izjemno veliko truda, izjemno veliko dela in izjemno veliko učenja, da bi lahko še izboljšali sebe. Torej, dela na lastnih napakah v želji po čim boljšem razvoju. In to je značilnost razvojne miselnosti. In bomo pogledali, od kod to izhaja. Morda ste že slišali za izraz plastičnost možganov, nevroplastičnost. Kaj to pomeni? Morda se spomnite kakšne situacije, ko vas je navdušil natakar, ko ste bili recimo cela skupina za mizo, on pa si je zapomnil vse, kar ste naročili in potem tudi pravilno prinesel k mizi. Veste, kaj je to? Točno to je plastičnost možganov. Naši možgani so kot plastelin in tisto, kar treniramo, v tistem se izpopolnimo. Torej, če je natakar treniral to, da si zapomnil vsa naročila, so se mu možgani, tista področje, ki je za to zadolženo, še posebej okrepili. Jaz imam prijateljico, ki ima svojo gostilno in je v gostinstvu od 16. leta. Ona bo vedela, tudi če te vidi leto, 2 za tem, pri kateri mizi si sedel, kaj si pil in kaj si imel oblečen. Ne bo pa poznala ulic v Ljubljani. Točno to. Hkrati pa poznamo zgodbe londonskih taksistov iz starih dobrih časov, ko še ni bilo GPS-a, ki so neskončno razvili poznavanje vsake najmanjše uličice v tem ogromnem velemestu. To bo verjetno nevroplastičnost, kaj ne? Meni se je pa enkrat zgodilo pri zobarju, pridem k zobarci, pa se pač tako formalno pozdravlja, dober dan, potem pa odprem usta in reče, vi ste to. Ja, točno to je nevroplastičnost. Hkrati pa pomeni, dobra novica je to, da lahko naše možgane preoblikujemo, gojimo jih, naši možgani rastejo. Zdaj, tako pa kot plastelin ali pa glina, če pa jih pustimo zunaj in na svežem zraku in več ne skrbimo za njih ali pa glino, ki jo segrejemo, pa se nehajo razvijati, postanejo togi, otrdijo in obstaja morda celo nevarnost pri glini, da se zlomijo, preprosto zato, ker jih ne čuvamo dovolj in ne skrbimo za njihovo rast. Kako to deluje? Če se spomnite primera Ane iz naše začetne zgodbe. Razvojna miselnost deluje na način, da smo mi ves čas v enem takem našem notranjem procesu, ki se dogaja v nas. In to si lahko zelo lepo predstavimo na osnovi takšne spirale, ki se širi. In sedaj morda lahko pomislite tudi nase. Če imam jaz v glavi, sodelavci mi pravijo, da sem pametna, moj šef mi pravi, Blanka, ti pa vedno se zmoreš, torej je to moja nalepka, pametna sem.
Kakšen notranji proces ta nalepka sproži v nas? To pomeni, da moram jaz ves čas dokazovati, da sem pametna, ne? Kar pomeni, da se bom izogibala napak. Ker če bom naredila kakšno napako, bo to dokaz, da nisem dovolj sposobna. Potem se tudi izogibam novih izzivov, ker si morda mislim, če mi ne uspe, to bo spet dokaz, da v resnici nisem tako zelo pametna. Oziroma, če mi uspe, to seveda dokazuje, da pa sem pametna. Zato se bom morda lotila tistih izzivov, za katere menim, da jih bom zagotovo uspešno rešila. To se dogaja in vpliva potem na naše življenje. Ne pa vpliva samo na nas. Namreč zakaj je tema razvojne miselnosti pomembna? Pomembna je za vsakega izmed vas, ki delate z ljudmi. Kdo pa ne dela z ljudmi? Ali smo starši, ali smo vodje, ali smo učitelji, ali smo morda kadroviki v podjetju. Na nek način zmeraj delamo v našem življenju tudi na tem področju, da razvijamo druge ljudi, ne le sebe. In zdaj, ko drugim ljudem dajemo nalepke, recimo tudi našim otrokom, ki jim rečemo, evo, pameten si, nadarjen si, morda je komu to v breme. Morda kakšen človek sigurno dobro funkcionira tudi z fiksno miselnostjo, ker se ves čas v življenju dokazuje in če mu dokazovanje uspeva, čist dobro funkcionira na ta način. Ampak marsikoga drugega in tudi tole gospo iz moje začetne zgodbe so razne nalepke demotivirale in potlačile na način, da se je nehala izobraževati, da se je izogibala novim izzivom, ni želela tvegati, kajti vsaka ovira, vsak zastoj iz okolja v resnici pomeni, da nisem dovolj pametna. Za razliko, no in potem to na ta način funkcionira. Narisala sem takšno spiralo, ki postaja vedno širša kot neka kletka, ki jo imamo. Kajti, ko doživim en neuspeh, me to spet demotivira in se reče, ja, seveda nisem dovolj pametna. Potem spet doživim morda zaradi tega, ker si rečem, ja, nisem dovolj sposobna, spet naslednji neuspeh in spet naslednji in naslednji in na koncu pridem do tega, ja, nam pač matematika ne gre, zato nima smisla vlagati v te stvari, tudi če me zanimajo. Če nas ne zanima, potem itak nimamo problema. Problem nastane, če nas tista neka stvar zanima in nam veliko pomeni. Zdaj pa obratno spiralo pa lahko narišemo, ukolikor imamo razvojno miselnost. Kaj se dogaja v glavi človeka, ki ima v sebi razvojno miselnost? Se pravi, goji razvojno miselnost. Njegova osnovna predpostavka je, ja, v življenju se učim, napake predstavljajo priložnost za rast in iz njih se učim in tudi morda sedaj nimam najboljšega načina, da se naučim nekaj, ampak ga bom pa že našel. Potem pa se naša spirala ravno obrne. In je tako. Morda naredim napako, ampak si rečem, ok, bom pa pogledal, na kak drugačen način lahko pristopil. Morda bom koga vprašal za nasvet, morda si bom prebral kakšno knjigo in bom tole bolje izpopolnil in potem doživim uspeh. In ko doživim en uspeh, nam to da motivacijo za naprej in se spirala obrne in postaja v obratni smeri vedno širša in širša in na ta način potem tudi sebe vedno bolj gradim. In če primerjamo to z vrtom, so naši pridelki potem vedno boljši in vedno več jih je, preprosto zaradi tega, ker jih sam uspem za to spiralo, ki potem gre navzgor, razvijati. In gotovo razlike med ljudmi obstajajo. Imamo zelo dobre psihološke instrumente, ki nam zmerijo moč koncentracije, analitične sposobnosti, numerične sposobnosti, prostorske, osebnost lahko zmerimo. Vse to lahko zmerimo. Razlika je pa v tem, da mi zmerimo stanje v danem trenutku.
Ne znamo pa še izmeriti tega, do kolikšne mere lahko naše potenciale, ki pač v danem trenutku so, kakršni so, razvijemo s tem, ko se trudimo in izboljšujemo tudi naše pristope, kako se nekaj učimo. Spravi, ne znamo zmeriti, do kolikšne mere lahko naš potencial razvijemo. Morda ga lahko do tod ali pa do tod. Gotovo poznate kakšno zgodbo, recimo Michael Jordan, njega so vrgli iz srednješolskega tima, košarkarskega, ker pač je bil nek povprečen igralec. Ampak on je bil eden izmed, pravijo, najbolj garajočih športnikov v zgodovini. In danes vsi vemo, kdo je Michael Jordan. Takrat v srednji šoli pa nekako tega potenciala nismo znali, ne mi, ampak ljudje, ki so delali z njim, videti, zaradi tega, ker so gledali samo dano situacijo in nekako niso znali videti, koliko lahko človek iz tistega, kar ima, naredi. Mene si zdaj spomnila na Cristiana Ronalda, Aha. ki trenira samo 6 ur na dan, kadar je bolan. Ja. Kadar ni bolan, trenira več, ki je s tem svojemu izboljševanju veščine podredil celotno svojo prehrano in celotno svoje življenje. Tako da on zagotovo ne pade v katerega koli od naslednjih 3 mitov o razvojni miselnosti, ki vam jih hočem predstaviti. Prvi je ta, in tukaj je zdaj sicer bi nekdo rekel, pa se čaki. Prvi mit je, razvojno miselnost enačimo z trudom, se sta pravkar rekli, da Jordan gara, da Ronaldo nenehno trenira, kaj je zdaj to? Jaz se lahko 2 uri na dan učim francoščino. Ampak če se bom učila na napačen način ali iz napačnega razloga ali ne, da v tem vidim smisel, lahko jaz sedim za tisto knjigo, kolikor hočem. Zagotovo poznate kakšne zgodbe učencev, ki sedijo za knjigo, pa nič se ne zgodi. Torej, poleg truda, poleg zicledra, šteje tudi način, kako bomo pristopili. Se pravi, da ne delaš samo pravih stvari, ampak jih delaš na pravi način. Ne obstaja splošno pravi način, obstaja samo način, ki zame velja kot pravi. Jaz recimo se najlažje učim tako, da učim druge. Se pravi, jaz si vedno, ko da se hočem nekaj naučiti, najdem poskusne zajčke, da njih učim in potem sama pri sebi razumevam. Nekdo drug se najlažje uči tako, da je v tišini svoje sobe, nekdo tretji bo delal zapiske, nekdo četrti se bo učil z drugim. Seveda morate vložiti čas, tistih 10.000 ur, o katerih govori Malcolm Gladwell v Prebojnikih. In seveda tukaj velja formula od Angela Daxworth, ki je rekla, talent krat trud je dosežek, dosežek krat trud je uspeh. Ali včasih so nam govorili 1% talenta in 99% znoja. Šteje trud, vendar seveda, kadar smo osmislili zadevo in smo pripravljeni iskati tiste načine, ki nam lahko prispevajo k temu, da se izboljšamo. Eden izmed teh načinov je tudi to, da preprosto vprašamo za pomoč. Mene je presenetilo pred leti, ko je eden izmed zelo uglednih psihoterapevtov rekel, da je bila to njegova največja lekcija v življenju, to, da se je naučil prositi za pomoč. Vendar je to res v samem, bom rekla, jedro razvojne miselnosti, tudi to, da enostavno, ko nekaj ne znam, rečem, glej, tega še ne znam, se še učim, daj mi, pomagaj, povej mi. Takrat greš po moč. In se s tem izogneš občutku nemoči, kar je v bistvu zadeva, s katero se nenehno ukvarjamo ravno na pozitivni psihologiji. Pojdi po pomoč, da vprašaš, kako bi še lahko. A znate to? No, gremo na drug mit. In sicer mogoče si zdaj mislite, ko naju poslušate, ja, razvojno miselnost imaš ali pa nimaš. Ne, lahko si se rodil z razvojno miselnostjo, ali se pa nisi rodil z razvojno miselnostjo. Lahko si se rodil s posluhom ali pa ne. Točno, to so prej ugotovili. Marsikdo misli, če nimaš posluha, kaj boš hodil na pevske vaje. Ne?
pravzaprav, če berete, so ugotovili, da tudi posluh lahko izboljšamo. Govorniške sposobnosti, prodajne veščine. Jaz sem kreativnost merila sem najprej 6 mesecev, na to vsako leto, sem učila ljudi kreativne tehnike in po enem letu, po drugem letu, krivulja gre navzgor in navzgor. Ne samo na področju fleksibilnosti, torej jemanja idej iz drugih področij, ne samo na področju fluentnosti, se pravi količine idej, ampak, kar je bilo verjetno najlepše, dokazano se zveča originalnost, kadar ljudje vsaj 2 uri na teden se učijo in urijo, torej vadijo kreativnost. Kar pa ne pomeni, da bodo recimo kreativni na vseh področjih. Torej ti lahko imaš togo miselnost na enem področju in razvojno miselnost na drugem področju. Lahko si rečeš, joj, vrtnar pa ne bom nikoli. Ona ima zlate roke, zelene roke, meni to ne bo šlo. Mogoče, če je tebi recimo bolj pomembno, da razvijaš svojo kreativnost ali katerokoli drugo veščino na kakem drugem področju, tu si pa rečeš, to me pa pravzaprav ne zanima in se bom sprijaznil, da vem, kar vem, naredim, kot naredim. Lahko se pa odločiš in razvijaš tudi to. No, torej prvi mit, ne enačimo vsega samo za trudom, drugi mit, zadeve niso črno-bele in tretji mit, ni dovolj, da vi zdaj razumete, kaj razvojna miselnost je. Tako da ti lahko razumeš tenis, vendar ali ga bo znal igrati. Zato je drugi korak, prvi je razumevanje, drugi korak je pa ukrepanje, korak za korakom. Če se hočeš naučiti tenis, moraš se učiti tenis, vaditi tenis, izboljševati se v tenisu, mogoče ne boš prišel do Wimbledona, boš pa vedno lahko odigral eno spodobno igro tenisa. Enako velja tudi za grafične sposobnosti, za pogajanja, za katerokoli področje, ki si ga pač prav predstavljate. Načine za gojitev razvojne miselnosti bomo še videli. Me pa najprej, Nastja, zanima še, kakšni primeri morda iz službenega okolja? Da ne bomo samo o posluhu pa tenisu, a ne? Recimo, predstavljajte si, če želite pri napredovanju. Sodelavec se zapusti podjetje iz kakšnega drugačnega, kateregakoli razloga in potem se odločijo v podjetju, da bodo mogoče zaposlili nekoga od zunaj. Kaj mislite, kako se ob tem počutijo ostali člani ekipe? Eni so se zelo trudili, eni zelo dobro poznajo posel, eni zelo dobro poznajo ljudi, eni zelo dobro poznajo proizvode, sedaj pa pride nekdo od zunaj. Z višjo plačo po možnosti, ne? Ja. Kaj se v teh primerih splača narediti? Kaj bi ti svetovala? Se pravi, tej osebi, ki se ji je to zgodilo, jaz bi začela razmišljati na način, da morda je pa dobro zamenjati službo, ker če sem v okolju, kjer ne bom napredovala, kjer pa mi to veliko pomeni, kjer se ne učimo iz napak, morda bom morala iti drugam. In tako se potem ta cikel ustvarja naprej, ker potem morda bom pa jaz, in tudi dejansko mi ljudje to povejo na kariernih razgovorih, da jim je lažje se uveljaviti v nekem drugem podjetju, v drugi organizaciji, da potem bolj cenijo njegove neke dane veščine, kot pa v sami lastni organizaciji. To je en tako veliko sporočilo razvojne miselnosti za vse vodje in kadrovike, ki se ukvarjamo z sistemi razvoja ljudi, da morda včasih premalo pomislimo na to, da če nekdo gre iz našega podjetja, da dajmo razmisliti, koga od notranjih lahko napredujemo. In potem nekoga napredujemo na tisto delovno mesto. Morda potem tudi na onega lahko spet nekoga od notranjih napredujemo in tako naprej. In s tem bodo potem ljudje videli več te priložnosti za napredovanje. Ker ko napreduje posameznik, napreduje ekipa, lahko seveda tudi s tem napreduje podjetje in to je lažje kot samo kupovati od zunaj. Ljudje konec koncev nismo samo Lego kocke, ki jih postavljaš. Poglejmo še en primer. Recimo,
kako, ne, veste, ko pravijo, ljudje, ko zapustijo podjetje, pravzaprav zapustijo slabega šefa. Kako bi se dalo bolje sodelovati z vodjem, kako bi se dalo bolje sodelovati z nadrejenim? Mislim, točno to, ne? Če pri sebi mi gojimo razvojno miselnost, potem imamo res zdrav odnos do napak in enostavno ne bomo imeli slabe vesti pred našim nadrejenim, če česa ne znamo. Bomo uspeli prositi za pomoč, poiskati mentorja, vprašali bomo, ves čas spraševali, lej, povej mi, kaj lahko naredim drugače, kako se lahko drugače nečesa lotim. Za povratno informacijo, ne, z razvojno miselnostjo, mi drugih ljudi okoli sebe ne vidimo kot grožnje, češ da je potem z nami nekaj narobe, če poiščemo povratno informacijo, če jo potrebujemo, ampak jih vidimo kot neke vire razvoja za naprej. Se pravi, bomo tudi z nadrejenimi lahko vzpostavili dosti boljši, bom rekla, bolj enakovreden odnos, ukolikor bomo tudi pri sebi gojili to razvojno miselnost. V smislu tega, če bomo pa gojili pri sebi fiksno miselnost, bomo pa imeli ves čas slabo vest, ojoj, kaj mi bo sedaj rekel, ojoj, po moje nisem dovolj sposoben, ali pa skratka ja, na tak spirala navzdol. In obratno, če pa vi ste oseba z razvojno miselnostjo, vaš vodja pa ni vodja, ampak je šef, potem pa je najboljše, da se vi greste razvijati nekam drugam, oziroma da vi razvijate ljudi okoli sebe, ki so na to pripravljeni, ki so tega željeni. Torej, kot že rečeno, kadarkoli čutite v sebi občutek nemoči, ne morem več nič, je verjetno najlažje, da si rečete še. Ne morem še ta trenutek ali morda lahko kako drugače. Vsakeč, ko vam nekdo reče, ne da se, vse sem že probal, mogoče pa obstaja še kak 25. način, pa še kak 26. način in se tako premikamo naprej, tudi in predvsem za namenom, da mi rastemo v svoji karieri in imamo s tem občutek, da smo izpolnjeni. Če so pa ljudje okoli nas z fiksno miselnostjo tudi nekako zelo obremenjujoči, pa se jih vendarle ne moremo izogniti, lahko pa naredimo tudi eno čustveno distanco do njih, pa nam bo tudi to malo olajšalo vse skupaj. Zdaj je Nastja že naredila en čudovit uvod v načine za krepitev naše razvojne miselnosti. Meni je tako lepo bilo, ko so mi enkrat eni učenci iz ene osnovne šole narisali, kaj njim pomeni razvojna miselnost, in so narisali možgane, gor pa kanglico, ki jo zalivam, in so rastline rasle. In zdaj vedno, ko govorim o načinih za krepitev naše razvojne miselnosti, mi je to en tak lep primer, ja, da se da to krepiti in potem s tem sami sebi pomagamo. 3 načine bomo pogledali. In sicer eden bo to, kako se osredotočiti na stvari, ki jih v našem življenju lahko nadzorujem. Potem bomo pogledali, kaj pa je govorica razvojne miselnosti in kako lahko z drugačnim načinom komunikacije z sabo in z drugimi ljudmi, tudi okoli sebe, v tem svojem mikrookolju, gojim razvojno miselnost. In pa na koncu bomo še pogledali, kakšno vlogo imajo ključni prijatelji v našem življenju. Spravi, to so 3 načini, ki jih bomo pogledali. Pa dajmo kar napolniti naša vedra. Imam pred sabo kozarec, pa poglejmo, kaj je noter v tem zelenem kozarcu. Vprašam za povratno informacijo, najdem mentorja, iščem ideje za izboljšave pri svojem delu, imam zdrav odnos do napak, pozitiven odnos do dela imam in imam vpliv na moje izgovorjene besede. Spravi, kaj je skupnega vsem tem zelenim listkom tukaj? To je vedro v mojem življenju, ki ga lahko nadzorujem. Evo ga tukajle.
In to vedro je najbližje meni. Spravi, na njega imam vedno vpliv, zmeraj lahko nekaj naredim. Lahko vplivam torej na lastne misli, na lastna vedenja, vse to je v moji domeni. Potem imam tukaj rumen kozarec, ki je napolnjen z drugačnimi sporočili. Napredovanje v službi. Delovno vzdušje, potem to, v kolikšni meri sem drugim všeč. Odločitve v mojem delovnem okolju, poglejmo odnos drugih do mene in pa prepričanja drugih o mojih aktivnostih. To je rumen kozarec in kaj je skupnega vsem tem sporočilom? Da imam na vse te stvari v življenju posreden vpliv. Evo, je že malo bolj oddaljeno od mene. Se pravi, ne morem čisto nadzorovati tega, ali bom v službi napredovala ali ne, lahko pa vsaj delno na to vplivam. Potem imamo pa še tretji kozarec, kjer piše gor inflacija, kjer piše gor barva mojih oči in piše navade drugih ljudi in napake drugih ljudi, pa arogantnost strank, šefa in sodelavcev ter pojav slabih novic in komentarjev na socialnih medijih. Ta kozarec je najbolj oddaljen od mene, nimam nadzora nad temi stvarmi. Spravi, če pri sebi gojimo razvojno miselnost, na katerega od teh treh kozarcev se bomo osredotočili. Če se bomo na rdečega, lahko to povzroči v nas veliko enih stisk in tesnobe, kajti če ne morem vplivati na promet in si želim, da bi bil drugačen, bom ves čas nergala in obrekovala in kako je vse narobe. Spravi, mi ne bo kaj dosti pomagalo. Če se bom obremenjevala z drugimi ljudmi, na katere lahko samo posredno vplivam s tem, da jim dam drugačne informacije, bom prav tako lahko neke stiske doživljala. Če se pa absolutno osredotočim na zelene stvari, se pravi na stvari, na katere imam vpliv, bom pa na ta način pri sebi gojila razvojno miselnost in s tem vedno bolj napredovala v svoj osebni rasti. In ko imamo morda kakšen dan, kakšno stisko, ne bi bilo slabo, če si tudi vi naredite te tri kozarce in pogledate, takrat, ko imate stisko, na kaj pravzaprav imate vpliv. Spomnite se na spiralo razvoja, na spiralo navzgor in na spiralo navzdol. Če že najdete zelo malo okno priložnosti, tudi takrat, ko je vse črno okoli vas, tisto najmanjšo stvar, ki jo lahko najdete, na katero lahko vplivate, pa tudi če je to tako drobcena stvar kot to, da si v glavi rečete par pozitivnih sporočil, bo to že bolje, kot pa da se ukvarjate z rdečim in z rumenim kozarcem, na katerega nimate vpliva. In s tem gojite pri sebi razvojno miselnost. Temu moramo prilagoditi tudi svojo govorico. Se pravi, da namesto da rečeš, joj, tega se ne da. Vsakič, ko dobim novo nalogo, si rečeš, mogoče pa lahko koga vprašam. Bom vprašal za povratno informacijo. Zakaj bi rekel, tega se ne da? Saj jaz vendar gojim pozitiven odnos do dela. Če recimo se počutim negativno pri delu za določeno stranko, lahko si rečete, nikoli mi ne bo uspelo. Ampak ali vam bo pol uspelo? Seveda ne. Lahko ugotovite, ni mi uspelo na ta način in ta način, bom jaz malce poskusil drugače, torej imam zdrav odnos do napak, ki pravzaprav niso napake, ampak so samo poskusi. Zato mi, ki smo trenerji kreativnosti, tako radi rečemo tisto Edisonovo, ni res, da sem našel
Ni res, da sem se 1000-krat zmotil, ko sem razvijal žarnico, ampak sem našel 999 načinov, ki ne delujejo, da bi prenašale elektriko. Slej ko prej bom torej našel način in tudi če bo ta način, spomnite se, da smo v zelenem kozarcu, to, da naredim čustveno distanco do recimo te stranke ali sodelavca ali šefa. Morda je včasih samo to rešitev, ampak že tudi to je bolje kot nič. Zaradi tega, ker s tem se potem odpremo, da potem iščemo vseeno nove poti. Včasih nam pomaga res to je njegova zgodba, to ni moja zgodba. Not my circus. Če se recimo v službi počutite, kot da vas ves čas ocenjujejo, nadzirajo, seveda lahko rečete, dokazal jim bom, da sem sposoben. Mogoče pa lahko tudi pomagate si tako, da najdete mentorja, ki vam bo pri tem pomagal, da iščete izboljšave ali pa da najdete službo, kjer bodo cenili ves ta vaš trud. Tako da, če hočete izboljšati svoje počutje, zvečati svojo razvojno miselnost, tudi nadzorujete svoje besede, ki jih govorite samemu sebi, svoj notranji dialog in tako vse bolj prevzemate nadzor oziroma pravzaprav mogoče lepše povedano obvladujete to, kar se dogaja v vas in to, kar se kaže navzven. In ker z Nastjo ne verjameva v neko tako delitev umetno na poslovno in osebno življenje, lahko kar takoj tudi rečemo, da tudi ko razmišljamo o naših otrocih, dajmo se izogniti dajanja nalepk. Tis pa rojen nogometaš, tis pa, to je pa matematičen Dajmo reči jim, všeč mi je, koliko si se pa tokrat potrudil. Tokrat ti pa ne gre. Kaj pa, če bi midva se drugače poskusila naučiti to in to? In na ta način potem tudi spreminjamo okolje, naše mikrookolje okoli sebe in delamo na lastni psihični kondiciji, ki nam potem pripomore, da nekako se bolje počutimo in mi in vsi ostali. Torej, moč čudežne besedice še, ni res, da ne znaš, ampak še ne znaš. Ni res, da je problem, ta trenutek ti predstavlja izziv in po tej logiki pravzaprav po mojih izkušnjah ni razlike pri vodenju 7-letnika od 70-letnika. Točno tako, zato pa tudi rečeva, da je to zgolj umetna delitev, da ljudje smo kot ljudje in če se dobro počutimo doma, potem bomo tudi bolj ustvarjalni in produktivni v službi in obratno. Enostavno, ko zapremo vrata, niso stvari tako enostavne, da bi lahko ločili, ali smo zdaj to službeno življenje ali privat življenje. Vsekakor so pa ljudje okoli nas pomembni in razvojno miselnost gojimo tudi na ta način, da izbiramo ljudi, s katerimi se družimo. Morda zdaj v tem trenutku to zveni malo kruto, vendar vam bom povedala, kaj točno imam v mislih. Če ste si na začetku napisali na listek vprašanje, kaj vas zanima o razvojni miselnosti, dajte zdaj obrniti listek in si gor narišite eno tortico. Če ne marate tortice, pa si narišite pico ali karkoli drugega, okroglega, kar lahko razdelite na 8 kosov. Kajti, pogledali bomo, katerih je 8 ključnih ljudi v našem življenju. Ključni prijatelji. Prijatelji so običajno ljudje, ki nas lahko spodbujajo naprej, nam morda dajejo nove ideje, nove poglede, se z njimi morda zabavamo, se sprostimo, ali pa so to ljudje, ob katerih se ne počutimo najbolje. In razvojno miselnost lahko gojimo tudi na ta način, da se družimo z ljudmi, ob katerih napredujemo. In sedaj vas vabim, da pomislite na svoje prijatelje, na svoje bližnje in pomislite na to, kakšno vlogo imajo v vašem življenju.
Zdaj pa bomo pogledali, kateri so tisti, ki torej lahko krepijo razvojno miselnost. In dajte si jih kar napisati. Prvi ga bomo poimenovali graditelj. Graditelj, to so ljudje, ki nekako si vzamejo, builder je to v angleščini, če še ta izraz povemo, ki si vzamejo čas za nas, zato da mi napredujemo in nas spodbujajo v smislu tega, ja, pa poglej še to, lahko pa tudi to, pa to narediš, ne? To je graditelj. In pomislite si, kdo v vašem življenju ima vlogo graditelja. Seveda jih je lahko tudi več in si jih napišite na en košček tortice. Drugi, prvak, champion. To so ljudje, ki zmeraj najdejo dobre besede o nas, tudi takrat, ko nismo v njegovi prisotnosti in nas hvalijo na vse pretege. To je prvak. Kdo v vašem življenju ima to vlogo prvaka? Potem imamo sodelavca. Sodelavec, collaborator. Se pravi, to so ljudje, s katerimi morda bomo preživeli kar veliko časa, zaradi tega, ker so to ljudje, s katerimi imamo ene skupne interese. Pa je to hrana, pijača, so to morda, ne vem, športne aktivnosti, kuhanje, vse sorte. Skratka, nekako v njegovi družbi se počutimo, da imamo vedno nekaj skupnega in smo zelo radi in preživljamo veliko časa z to osebo. Potem imamo pa zaupnika. Kdo je v vašem življenju zaupnik? To je oseba, ključna oseba, ki je vedno tam za vas, ne glede na okoliščine. Ki je vedno tam za vas, da vas potolaži, lahko se mu zjokate, lahko se zgodi karkoli, veste, da je on prvi na seznamu, ki ga boste poklicali. Zaupnik je to. In potem imamo povezovalca. Spravi, vi si pa vmes kar označujte, kdo so tile ljudje. Seveda lahko enega napišete na več teh koščkov tortice. Povezovalec je tista oseba v vašem življenju, ko recimo vi poveste nek problem ali pa kaj takega in potem on tako reče, lej, on ve to, bom poklical onga, te bom povezal z tistim človekom, ne? Se pravi, povezovalec gradi mostove in je tudi pomembna oseba v vašem življenju. Potem imamo spodbujevalca. Spodbujevalec, oseba v vašem življenju, ki vas zmeraj napolni z energijo, s katero se lahko sprostite, nasmejite in si rečete, danes sem imel pa res naporen dan, bom poklical mojega spodbujevalca. In se potem ob njem lahko nekako spočijete in zabavate. To je spodbujevalec, se pravi, kdo v vašem življenju igra to vlogo. Potem imamo usmerjevalca kot kompas. To je oseba, ko imate problem, ne veste, kaj bi, potrebujete nasvet, pokličete usmerjevalca in on vam točno pove, glej, jaz bi naredil to pa to, mislim, da je to pa to prav. To je usmerjevalec. Ne pomeni, da boste potem tisto, kar vam svetuje, naredili, seveda ne. Vendar pa s tem, ko vam da neko smer, vas mogoče malo bolj prizemlji in vam da nek razmislek za naprej. In pa kot tale košček torte, tukaj, ki je še preostal, raziskovalec. Bil pa je to mind opener. To je oseba, ko pridete k njej z neko zadevo in vam odpre en čist nov pogled na stvar. Morda celo čisto drugačnega. Vsekakor vam pa da neke nove ideje, z njim se lahko zagovorite in potem na koncu pridete morda res do enih čisto novih stvari. In raziskovalec je res tisti, sem imela še pred dnevi en tak primer, ko sem se z enim človekom, ki je raziskovalec v mojem življenju,
sporekla. Zelo sem bila jezna nanj, ker se v nečem z mano ni strinjal. Se pravi, raziskovalci se ne bodo strinjali z vami. In sem ga obtoževala, češ pa kaj mi to govoriš, s tabo se ne da pogovarjati. Pa mi je rekel, glej, če bi ti hotela, da se jaz strinjam s tabo, bi poklicala nekoga drugega. Jaz sem pa tukaj zato, da ti postavim ogledalo in da boš našla druge rešitve in da boš utrdila svoje ideje. In v tistem trenutku sem bila slabe volje še vedno, ker sem bila zelo jezna, ampak sem se zavedala, da ima prav in da točno to rabim. Zato sem pa tudi šla do njega. Spravi, imamo različne ljudi. Morda imate vi na svoji tortici kje gužvo, ne? Pa imate veliko ljudi. Morda pa je kakšen košček tortice ostal prazen. Zdaj, če želite na nekem področju napredovati, razmislite, ali bi veljalo tudi na tistem koščku tortice imeti kakšno osebo in kako jo lahko poiščete. In s tem potem tudi prinesete neko, bom rekla, novo sladkost v svoje življenje. To so bili tako imenovani Vital Friends, model, ki ga je razvil Tim Rudd. In mislim, da je čudovit, zato ker zopet dokazuje, da smo mi tisti, ki smo proaktivni. Ne moreš reči, jaz pa nimam nobenega spodbojevalca, kaj pa naj zdaj? Sem bogi, ne? Ampak začneš proaktivno gojiti odnos z osebo, za katerega hočeš, da je tvoj usmerjevalec, tvoj spodbojevalec, tvoj povezovalec, kakorkoli. Pa tudi glede sebe pomislite, kaj ste pa vi običajno drugim ljudem v življenju? Kateri od teh ste? Ne? Kaj jim pomenite? Mogoče ste različnim ljudem različno, ne? Enim ste spodbojevalec, drugim ste mogoče raziskovalec. Različne odnose imamo, vendar ja, to so tiste, bom rekla, pozitivne stvari, ki jih gojimo lahko v medosebnih odnosih. In zagotovo, če govorimo o vitalnih oziroma ključnih prijateljih, to pomeni, da si prijatelj. In samo, če bomo skupaj se razvijali, bomo skupaj rasli. Na tej točki se mi pa zdi, da bi bilo zanimivo opisati še eno zadevo, zakaj in kako bi pa lahko skupaj rasli celo kot družba. Torej, kaj vse bi se dalo narediti, da bi vsak izmed nas prispeval malo, da vsi skupaj napredujemo. Spoznali smo 8 ključnih prijateljev, razdrli smo 3 mite naravnanosti oziroma miselnosti. Spoznali smo 3 različne načine, kako jo razvijati, 4 tipe besedic, ki pomagajo. No, dajmo zdaj pa spoznati še 5 načel, tako imenovane pozitivne revolucije, ki govorijo o tem, kako lahko vsak izmed nas prispeva k temu, kar je tu opisano, da bi vsi lahko živeli boljše. Kajti na koncu je tole nekako nas cilj. Porabiti manj energije, porabiti manj časa, imeti manj osebnih konfliktov. Lahko jih imate kolikorkoli hočete konfliktov na idejni ravni in se s tem izboljšujete, torej kolikor malo osebnih konfliktov in napredovati. Tako da na tej točki bi vam pa rada predstavila še 5 načel pozitivne revolucije, kot jih je razvil dr. Edward de Bono. In se spomnite, ko sem vas na začetku pozdravila z odprto roko pri obrazu in rekla, danes je boljši dan. To ni bilo slučajno, to je bilo nalašč. Odprta pest, vabeča pest, govori o tem, danes je boljši dan, ker sem jaz danes boljši človek. In je pravzaprav lepši pozdrav od tistega samo dober dan. Kako pa postanem boljši človek? Tako, da se držim teh 5 načel pozitivne revolucije, ki jih simbolizira naša odprta dlan. In prvo načelo, prvo zato, ker je pač palec prvi na mestu, hkrati boste pa brez palca težko imeli zelo uporabne ostale prste. Prvo je načelo učinkovitosti. Rečemo temu učinkovitost, hočemo pa reči to, kot sva midve na začetku. Zastavim si cilj in ga dosežem. Če vem, kam želim priti, bom tja prišel in se bom ob tem dobro počutil.
To pomeni, da sem učinkovit, v nasprotnem primeru me namreč samo tako voda, kot list na vodi plujem po vodi in imam občutek, da nimam nadzora, torej obvladovanja nad svojim življenjem. Torej, če hočem biti boljši človek, če hočem pomagati mladini, pomagajmo sebi in drugim pri zastavljanju ciljev. Tako postanemo bolj učinkoviti. Učinkovitost je tudi veščina, ki se jo lahko naučimo. Pravzaprav razlaga De Bono v knjigi, da prvi korak do učinkovitosti je točnost. In tudi točnost je veščina, ki se jo lahko naučimo. Ne morete reči, jaz pač nisem nikoli točen. Ne? Lahko samo rečete, do zdaj se še nisem ukvarjal s tem, da bi se potrudil biti točen. Ali pa imam zelo učinkovito strategijo tega, da vedno zamudim. Ja, pravzaprav. Drugo načelo pozitivne revolucije, zgodbe o tem, kaj lahko vsak izmed nas naredi, da bomo vsi živeli v boljšem svetu, je konstruktivnost. Simbolizirajo kazalec, kazalec kaže pot naprej. Konstruktivno, ne kritično. Proaktivno, ne pasivno. To je ta zgodba. Jaz lahko obvladujem zadeve. Jaz sem tisti, ki vplivam. Jaz sem tisti, ki se bojujem proti lastni lenobi, proti negativističnim mislim, čustvom in občutjem v svoji glavi. Jaz sem tisti, ki delam korake naprej. Tretji korak, tretje načelo pozitivne revolucije, in tu ne vem, če ga smem pokazati, je spoštovanje. Spoštovanje je največji prst in pravzaprav ni naključje, da je De Bono izbral sredinec, čeprav sem se pravkar pohecala z iztegnjenim sredincem, kot načelo, ki je pravzaprav najpomembnejše, ker je največje, kot je sredinec največji. Kajti spoštovanje do vseh, pravzaprav tudi do tistih s togo miselnostjo, šteje kot do človeškega bitja. Spoštovanje do narave, spoštovanje do okolja, spoštovanje do vsakega izmed nas. In če se vam zdi zelo nesramno, zakaj za vraga ravno sredinec, se lahko zdaj naprej vedno pohecate, ko vam kdo pokaže sredinca in rečete, jaz tudi tebe spoštujem. In obrnete zadevo v humor in s tem malo ublažite to jezo, ki se je skuhala v medčloveških odnosih. Tako da sredinec je pravzaprav provokacija, ki nam da razmisliti, lahko pogledam na zadevo tudi kako drugače. No, jaz pa med tem že hitim k četrtemu načelu tega, kako lahko izboljšam sebe, svojo poklicno pot, svoje počutje v lokalni skupnosti in na koncu tudi družbo. Četrto načelo je pa samo izpopolnjevanje. Simbolizira ga prstanec, ljudje, ki so se uradno poročili, imajo tukaj prstan in s tem nakazujejo, da so se zavezali. In tako se mi zavezujemo, ker ne nehnemo izpopolnjevanju samih sebe. Torej, vse to, kar smo prej govorili, trudim se s smislom, s ciljem, jemljem kot izziv, zavedam se, da ni nič čez noč, torej mirno rečem ne, še ne, bo pa, grem po pomoč, grem po mentorja, raziskujem, učim se iz napak in se na ta način nenehno samo izpopolnjujem. Mogoče se vam zdi naporno, ampak pomislite, kako grozno naporno je, če si sam, osamljen in skregan z vsemi, če imaš občutek, da te svet prehiteva, da se družba spreminja in da so vsi okrog tebe grozni. In zato se splača izpopolnjevati se v učinkovitosti, torej ne zapravljanju časa, v konstruktivnosti, ne kritičnosti, v spoštljivosti in spoštovanju, v samoizpopolnjevanju in smo zdaj pri petem načelu, tega pa simbolizira mezinček. Tudi najmanjši mezinec, tudi najmanjši prispevek je že veliko vreden. To je tisto, kjer vi poberete tisti papirček, ki ga niste vi odvrgli. Malo po malo, če bi vsak izmed nas prispeval, to je tisto, kjer v čajni kuhinji v podjetju
pomijete še skodelice, ki jih niste vi umazali. To je tisto, kjer vi poberete papirje in jih daste med star papir v pisarni, če tudi mogoče, ne se vam zdi brez veze, ker nihče tega ne plačuje. Torej, tudi najmanjši prispevek je lahko veliko vreden. In če iz tega naredimo navado, in iz vseh teh 5 načel naredimo navado, potem boste lahko mirne volje rekli komorkoli, danes je res boljši dan. Kajti jaz sem se danes še bolj potrudil, vsak izmed nas, vplival sem na druge in na ta način bomo živeli v boljših poslovnih okoljih, v boljših družinskih lokalnih okoljih in na koncu v boljši družbi. Ali ste dobili odgovor na svoje vprašanje, ki ste si ga napisali na začetku? Če ste, super. Če niste, dajte ukrepiti svojo razvojno miselnost in sedaj imamo načine, kako lahko najdemo odgovor. Poiščite pojdite pomoč, pojdite pogledat, kje lahko odgovor najdete. Kajti treniramo možgane in sedaj smo opravili trening. Kaj pa po treningu sledi? Počitek. Tako naši možgani funkcionirajo, tako kot narava. Zalivamo jo, poberemo pridelke, nato pa pustimo počivati. Temu je namenjena zima. Zato, da se ukrepimo, smo še močnejši in potem gremo z novo voljo naprej. Se pravi, osredotočenost plus počitek in smo zmagali. In če smo začeli z dr. Carol Dweck, ki je pravzaprav odkrila temelje, postavila temelje razvojne miselnosti, zaključimo še z njenim stavkom, ki se glasi: bolje je postajati kot biti, rasti kot samo stati. Ja, tako. Pozdravljen, Matej, hvala, ker si se nama pridružil. Midve sva si želeli, da eden izmed predavateljev, ki ste sodelovali na konferenci o kreativnosti, se pogovarja z nama sedaj po tem predavanju in hvala, Matej, da si prevzel to vlogo. Matej pravzaprav ni samo predavatelj, on je AEIOU voditelj. Kar 5 nas je bilo takšnih med predavatelji na tokratni 7. konferenci o kreativnosti. AEIOU voditeljstvo je vključujoče srčno voditeljstvo, kot ga je razvila Sonja Klopčič. In poleg nas 3 so v tej skupnosti še dr. Jure Knez, ki ste ga lahko poslušali včeraj ob 2, in magister Žiga Vavpotič, ki je predaval danes ob 2. Najlepša hvala Sonji Klopčič, ki razvija prav pionirsko nekaj, kar smo prav tako vsi izjemno potrebovali. Voditelje, ki imajo poleg razuma tudi srce. Hvala lepo obema za vabilo. V čast mi je, da vas lahko malce izprašam. Kot si Blanka na začetku rekla, zapisujte si vprašanja. Jaz sem si jih ogromno zapisal, pa kar začnem z prvim. Zanima me vajna osebna zgodba, izkušnja. Kdaj ste prvič začutili, da pa se v vama prebuja ali da je zrasla, uživela razvojna miselnost? Da ste prav začutili v telesu, v glavi, v srcu, aha, tole, kar pa jaz, kako jaz reagiram na izzive, na življenje, je pa razvojna miselnost. In kako je to bilo? Jaz sem prej včasih rekla samo, da sem tekmovalna. Jaz sem od malega bila tekmovalna in sem vedno tako hotela biti glavna. In sem se trudila in trudila. In tako rekoč nikoli na nobenem področju sicer nisem zmagala, sem bila pa zelo pogosto druga.
Ampak temu smo včasih rekli tekmovalnost in smo to celo imeli za slabšalno lastnost. V resnici je pa to verjetno pomenilo, da se pač razvijaš na področju, ki te zanima in se ne predaš, ampak vztrajaš in brskaš in koplješ. Super. Ja. Zase pa lahko rečem, da sem pa vendarle imela tako dosti togo miselnost dolgo časa, bi rekla, in sem potem recimo na nekem področju še posebej, in sicer za to znanje tujih jezikov. Hkrati sem si pa želela delati na mednarodnih projektih, ampak nikakor, ne vem, ves čas je bilo v meni to prepričanje, lej, Blanka, ti si bolj naravoslovka, ti nisi nadarjena za jezike, vsi tisti, ki so naravoslovci, itak običajno jezikov ne obvladajo toliko in je to nekaj pač povsem normalnega in logičnega, ampak ne glede na to sem potem vendarle poskušala in potem sem šele s tem, ko sem komunicirala v angleškem jeziku, bolj sem se začela izpopolnjevati, potem sem si na neki točki rekla, pa čak malo, no, očitno pa vendarle grejo tudi takšne stvari. Tako da to je bila ena taka moja osebna zgodba, potem pa s časoma, ko sem začela delati na razvoju ljudi, sem preprosto v individualnem delu z klienti ugotovila, kakšne premike delajo. In to ne glede na starostno obdobje, no, to je mogoče tudi pomembno, da povem. Super, super. Mislim, da nas večino tukaj zanima, oziroma bi rekel, da si želimo čim več razvojne miselnosti v svojih življenjih. Zanima me, ko se pogovarjamo o krepitvi, o učenju razvojne miselnosti, kaj predlagate kot prvi baby step korak, ki bi rekla, če samo to danes naredite v to smer, kateri korak bi to bil? Pozanimajte se o delovanju možganov. En kratek člančič, magari tak, ki se bere v 3 minutah na temo tega, kako so naši možgani v resnici plastični in da mi z leti postajamo vedno bolj okorni, preprosto zato, ker se mogoče nekoč odločimo, ok, zdaj sem pa star že 50 let, zdaj se pa več nima smisla učiti in potem začnejo nazadovati. Tako da to je en mini korak, ki ga lahko v 3 minutah naredimo in bomo že napredovali. Zdaj, ko si to omenila, midva zdaj, kot kaže, pripravljava tudi 9. cikel predavanj v Cankarjevem domu. Tam bo nastopila tudi gospa Anica Mikuš-Kos, ki je med našimi predavatelji verjetno najhitrejša v podajanju priprave na predavanje. Gospa ima 86 let. Moj oče jih ima 80, dnevno piše, dnevno predava. Hočem reči, ne za tega odpisati lahko njim, oni so delali že vse življenje, vse je samo stvar treninga, tako da pomisli na tisto stvar, v katero si ti dosti delal v življenju, pa bodi si to jogging ali pa vrtnarjenje, koliko boljši si postal. Kako ti je bilo, ali pa če zdaj gremo k temu kuhanju kosila, kako je bilo včasih komplicirano ti skuhati kosilo za celo družino in kako danes to dela skoraj avtomatično. In podobno lahko vožnja avtomobila. Včasih je izgleda neskončno težka, danes se moramo prav zavedati, da vozimo avtomobil, ker ga skoraj vozimo preveč na avtopilotu. Tako da mogoče pogledati v kakšne svoje pretekle zmage, kjer mi je uspelo na ta način, da sem nekaj dosegel z trudom, z vložkom in seveda najmanjši možen vložek je ta čudovita besedica še. Ne še. Bom že še. Super, se pravi, najprej imamo ta prvi korak, ki ste ga omenili, razumevanje, kako možgani so plastični, nevroplastičnost, potem pa sledi do ukrepanje. Nastja, lepo se rekla, besedica ne še, potrebna je pač akcija. Zanima me, kako pomembna je struktura, lastna osebna struktura, ki jo nekdo zavzame, da razvija razvojno miselnost. Struktura v kakšnem smislu, da sem bolj ali manj sistematičen ali kaj takega? Nastja je rekla, da je pač to trening. Govorili smo o Michaelu Jordanu, govorimo o športnikih, razvojna miselnost, da tekmujemo sami s sabo, kot nas na začetku, da to ni nujno slaba. In ko govorimo o treningu, ponavadi se ga lahko poveže tudi z strukturo. In zato me zanima, kako pomembna je struktura, če želimo resno pristopiti k razvojni miselnosti.
Kar izvoli. Ne, kar daj. Ne, jaz bi rekla, bolj kot sama struktura v tem smislu, da se res sistematično lotim, da je res bolj pomembno to, koliko sem pripravljen vlagati, ne, v tem smislu. Po eni strani, koliko časa sem pripravljen nečemu posvetiti, in pa potem tudi to, ko recimo dam skozi en trening, ne, česarkoli že. Ali je meni to rutina, ne, ker potem ne bom kaj dosti napredovala, ali pa se po vsakem treningu res rečem, dej, kaj sem pa zdaj naredila, pa drugič bom se pa nečesa bolj zahtevnega mogoče lotila, ker mi zdaj pa to že gre, ne. Tako da v tem smislu struktura. To se mi zdi zelo pomembno, se pravi, da ves čas preizkušamo, pa da si dajemo vedno bolj zahtevne izzive, ne. V tem, da bi pa mogli biti neki zelo organizirani, to pa bi rekla, da mogoče ni ravno tista prva stvar, ki bi jo izpostavila, ne, ker vsak lahko najde nek svoj način, ki se morda na zunanjemu opazovalcu zdi kaotičen, ampak znotraj njega je pa organiziran. Mogoče samo, da se zavedamo, da obstaja več poti do cilja in da potem najdemo tisto pot, ki nam ustreza. Potem pa, kot veste, ko si dosegel majhen hribček, hočeš na večjega in potem hočeš na goro. Ne, to nekako je v ljudeh, raziskovanje svojih meja, ki jih na nek način pravzaprav ni. Super. Zdaj, delujete zelo močno v slovenskem prostoru, povezujete nas preko mnogih dogodkov, za kar smo zelo hvaležni. Vajna ocena, recimo tako čez palec po občutku, razvojne miselnosti v Sloveniji, kako nam gre? Jaz imam podatek, no, drugače, da ne bom po občutku. Namreč je pa to podatek od osnovnošolcev, no, učencev, OECD raziskava in bom rekla tam v spodnjem delu povprečja, no. Manjka nam. Naša kultura dejansko vzgaja na način, da le ne boš kaj narobe naredil, pazi, ne, kaj bojo pa drugi rekli, ne sprašuj, ker boš neumno izpadel, ne. Na ta način, ne, ali pa, ne vem, pokaži se, koliko boš pameten, ne. Na ta način delujemo in nimamo toliko tega, potrudi se, boš videl, ne, vsakič, ko narediš korak naprej, boš boljši, splača se in tako, ne, tega nam res manjka. In to se seveda potem prenaša tudi v organizacije. Na besedni ravni se nam zdi, da sicer ljudje v podjetjih razumejo, ne, za njimi je zdaj že toliko in toliko let raznih seminarjev, ki jih imamo, ampak kot sam veš, ki delaš v podjetjih, ko pa hočejo to prestaviti v prakso, pa takoj naletijo na kulturo. Kulturo organizacije in blokade, ki so nekako del te naše vse slovenske kulture. Tako da to je zaenkrat še kar visok zid, ki ga bo treba prebijati. Zdaj, če pogledamo na primer tudi šolski sistem, ne, Nastja je lepo povedala podjetja, v šolskem sistemu ves čas testiramo nadarjenost. Potem pa ugotovimo, ne vem, da je 2/3 učencev nadarjenih, jim damo nalepko, evo, zdaj si pa ti nadarjen, potem pa nič ne delamo z njimi, ne. Ali pa imamo razrede, ne vem, včasih so bili pa, ne vem, če so še vedno nivojski pouk, ne. Se pravi, si dobil nalepko, da si talentiran in zdaj boš pa imel ti bolj zahteven pouk, okej, v redu. Ampak s to nalepko, ki jo dajemo ljudem, da so talentirani, morda v kakšnih primerih naredimo več škode kot koristi, ravno zaradi tega, ker naši možgani začno funkcionirati na način, glej, zdaj pa, če bom slučajno naredil neko napako, bo pa izpadlo, da pa vendarle nisem tako zelo pameten, ne, kot pa vsi drugi mislijo, da sem. Ne, pa recimo na mojem področju, jaz ne, kot veš, učim razmišljanje. Ni ravno veliko trga za ljudi, ki bi se želeli naučiti razmišljati bolj celovito, bolj konstruktivno, bolj ustvarjalno. Ker ljudje mislijo, glej, koliko sem pameten, ne? Če sem neumen, nima smisla, če sem genij, itak nima smisla. Tako da v tem smislu je še veliko priložnosti.
v resnici zopet se lahko vrnemo k športnikom. Imamo ljudi, ki so imeli kakšno hujšo nesrečo, pa so grizli in uspeli premagati primanjkljaje, ki so se jim povzročile, ne vem, tiste poškodbe in uspevajo skoraj enako kot prej s pomočjo mišic. In imamo ljudi, ki rečejo, jaz sem imel nesrečo in potem bom preživel, ne, v smiljenju samemu sebi. In nažalost je teh primerov več. Ker če je bilo onih primerov, ki so zagrizli naprej veliko, ne bi bili ves čas v časopisih predstavljeni kot vzor. Tako da so redki. Živimo v časih, ki zelo potrebujejo, si upam reči, razvojno miselnost. Zelo bi nam prišla prav, ne, v čim širših množicah. Kaj po vašem mnenju nas bo predramlo? Da dejansko bomo šli zavestno v to, ne, da se bomo odločili, postavili cilj in zavestno razvijali razmišljanja, kreativnost in razvojno miselnost. Kaj rabimo ljudje? Nuja. Ne, še zmeraj nam gre, kot kaže, predobro. In človek, mislim, nočem nobenega soditi zdaj, ampak jaz se rada pohecam, ne, zakaj so Srbi bolj kreativni kot Avstrijci, zakaj so Kubanci bolj kreativni kot Američani. Če ni teh zmožnosti, potem pač se potrudiš. Če te zmožnosti so, si privoščiš malce lenarjenja, odpisovanja, ne, vse je vseeno, saj ni vredno, vse je čisto dovolj dobro, bo že ta princ na belem konju poskrbel za mene, država je grda in vsi ti izgovori. Se bojim, no, da mogoče, no, glej, povej Blanka, ne, korona je izjemno pripomogla k hitremu razvoju, k razvojne miselnosti na marsikaterem področju. Ker naenkrat smo začeli šparati pri vožnji z avtomobilom. Ne, ker ni bilo kam iti. Ker naenkrat smo se vsi naučili voditi in poučevati nadaljavo, kar smo se prej otepali. In peči kruh. In peči kruh. Ja, v tečaju se družbi. Se strinjam, Nastja, in bi dodala še to, ne, par zgodb, ki jih imam iz svojih delov s klienti, jih je pa premaknalo to, ko so otroke dobili. Ne. So bili recimo najprej vodja z res togo miselnosti v smislu tega, da so, ne vem, zamenjali vsakršnega zaposlenega, ki recimo pač se jim je zdel ne dovolj sposoben. Potem so pa dobili otroke in so pa začeli ugotavljati, na kakšen način se v resnici učimo, in so potem začeli več vlagati v razvojno miselnost. Pol pa, evo, ko postajamo boljši starši, postajamo tudi boljše vodje in se na ta način stvari prepletajo. Ni vsaka zgodba seveda enaka, ampak enih par takšnih primerov, no, imam, ki so zelo čudoviti. Super, ogromno je še vprašanj. Bi tule prebral eno vprašanje od gledalca. Se pravi, razvojna miselnost in kreativnost. Rečeno je bilo, da je dobro krepiti in razvijati kreativnost. Za bolj konkretno predstavo o tem, kako se to konkretno dela, bi mi mogoče prišla prav kakšen primer, mi lahko prosim kakšnega podati. Evo, Nastja, to pa lahko imaš ti zdaj nadaljnjih par dni treninga, ne? Ja, jaz sem danes imela 28. srečanje z otroci in 26. srečanje z učitelji in 32. srečanje z vodji. Kaj hočem s tem povedati? Obstaja neskončno število kreativnih tehnik. Vse delujejo, če jih vadiš. Hočem reči, vsak izmed nas ima občutek, da kitaro igrati je najlažje na svetu. Ne, vzamem inštrument in prčkam po strunah. Tisti, ki vložijo svoj čas v to, da se naučijo nekaj akordov, tisti pa potem znajo te akorde spraviti skupaj v neko smiselno melodijo. In pravzaprav je enako z razvijanjem kreativnega razmišljanja. Jaz na tem na najbolj osnovnem nivoju vedno rečem, začnite s takimi res banalnimi primeri, vzameš en predmet, pa si rečeš, zdaj bom našel 10 načinov, zakaj lahko to uporabljam. Ali pa najdeš neko zelo, narišeš si eno zelo preprosto obliko, da si narisala eno zelo preprosto obliko, se vidi, evo, ne, in si rečeš, zdaj bom pa našel 12 načinov, kaj vse to lahko je. In si s tem malo po malo odpiraš nove poti v tej naši
zelo utrjeni džungli v naših možganih, kjer so samo ene potke postavljene in tistih se držimo. Potem pa kako vaditi, videla sem to vprašanje, zato sem pretekla po knjige. A ne? To je že nadaljevalni tečaj, to je ta knjiga, ki jutri izide, Lateralno razmišljanje. In pravzaprav jih je veliko, pač Debonovih je ogromno, naučite svojega otroka razmišljati, 30 poglavij samih orodij in pri vsakem poglavju 8 do 10 vaj. Kako imeti ustvarjalne ideje, 62 iger, vse vadijo kreativno razmišljanje. Tako da začne z banalnimi primeri, ki malo razvijajo samo širino, možnost, odgovor na tisto vprašanje, ki smo ga omenili, kako bi še lahko, kaj pa če, zakaj pa ne bi, ne? In odpiraš možnosti, potem pa, ko ti zmanjka možnosti, ki jih imaš v svoji glavi, potem si pa začneš izmišljati nove možnosti, greš ven iz te glavne ceste na stransko cesto, stransko kot lateralno. Tako da pravzaprav je isto veščina kot tu jezik, ki ga je prej Blanka omenjala. Ne gre čez noč, ne morem zdaj jaz reči, jaz sem pa ful dobre namene, da bom znala madžarsko, ne, jaz sem pač morala sedeti pa se učiti madžarsko. In po nekaj časa se bom naučila, ne, tako kot sem se naučila kreativnosti. Ja, je pa razvojna miselnost podlaga, ne, vseh teh orodij, ki jih je sedaj Nastja tudi omenila. To tudi, da se nekako zavedate, da vam kreativnost lahko res pride prav na kateremkoli svojem področju. Od tega, kako boste skuhali vsak dan drugačno kosilo, do najbolj zahtevnih projektov, ki jih delate v službi. No. To se mi zdi tudi pomembno, ker se mi zdi, da včasih mi kar povezujemo kreativnost z nekim marketingom ali pa z umetnostjo, ampak ne. Kreativnost ima povsod, pa tudi na tem, kako pokličem stranko in jo nagovorim, recimo, ne, ravno tako lahko uporabim. Ne, lahko si predstavljate, kreativnost je pot, ne, ti na vrh hriba lahko prideš po različnih poteh. Ne. Tisti, ki grejo vedno na Šmarno goro po isti poti, so se verjetno že naveličali. Zadnjič je Betka rekla, da obstaja 22 poti in da še jih odkriva. In enako lahko pridemo, ne, do cilja na različne načine, če le nismo zadovoljni z tem, ki obstaja, pa si rečemo, dajmo pogledati, ali lahko tudi kako drugače. Helikopter. Ja, med drugim. Dobro. Evo, čas leti, še na tako zadnjo, tako izzivalno vprašanje. Govorili smo, kako je pomembno, da imamo v razvojni miselnosti odnos do napak takšen, da se iz napak učimo. In rekli smo, kako je pomemben samonadzor in da zavzamem to stališče, da jaz vplivam, ne, na svoje življenje in da imam nadzor sam nad sabo, ko padem v stisko, ko se znajdem v čustveni stiski, čutim šibkost. En nasvet od vaju, kako lahko v tistem trenutku, se pravi, ne reagiram po avtopilotu, ampak nekako agiram in zavestno preklopim v razvojno miselnost. Kak trik, nasvet, vajna strategija? Ja, zdaj odvisno, kakšna je ta naša stiska, ne? Če je stiska miselna v smislu tega, ne, da imam pač zelo veliko stvari za urediti, ne? Potem je dovolj že to, da si prigovarjam, da sem nekako nežen sam s sabo, ne? In si rečem, glej, na koncu bo vse dobro, našel bom rešitev. Če je stiska bolj čustvene narave, v smislu tega, da zdaj me pa res je začela panika grabiti, ker zdaj sem se pa nekje znašel, odkoder ne vem, če bo na koncu vse dobro, je pa tisti prvi trenutek ena taka majhna stvar, ko si vprašal za majhno stvar, ki jo lahko naredim, preprosto to, da se čim bolj, temu rečemo, prizemljim, v smislu tega, da recimo se usedem na stol, dam stopala trdno na tla in jih prav začutim, ne? Da se naslonim nazaj in resnično začutim naslonjalo ali pa da objamem drevo, skratka nekaj, kar me v tistem trenutku na nek način prizemlji in bo že to ena taka mini stvar, ki nam bo v danem trenutku izboljšala počutje. Ali pa pokličeš katerega od vitalnih prijateljev. Vedno.
Velja. Nastja, Blanka, hvala lepa za ta razvojni pogovor o razvojni miselnosti. Bilo je, lahko bi se še dolgo pogovarjali, ampak nekje moramo tudi zaključiti in se razvijamo naprej ob drugi priložnosti, oziroma takoj zatem, ko končamo tale pogovor. Hvala lepa. Hvala tebi, Matej, krasen si bil. Čudovit, najlepša hvala, da si se odzval na pobudo. Midve pa lahko samo še zaključiva. Dolg teden je za nami vsemi. Hvala vsem, ki ste nas spremljali. Hvala vsem našim podpornikom, ki ste tudi ves čas nas podpirali in še podpirate in nas tudi že spodbujate k novim stvarem. Najlepša hvala, da lahko svojo razvojno miselnost krepiva skupaj z vami. Nastja, bi še ti kaj dodala? Svojo mantro. Ne pozabite donirati pravni mreži za varstvo demokracije in ekologom brez meja. Dobro, in s tem zaključujemo 7. konferenco o kreativnosti. Mogoče je na začetku se zdel naslov provokativen, srečni v službi, ampak upam, da ste ga tekom predavanj začutili in razumeli, zakaj sva dali točno ta naslov. Hvala, ker ste praznovali Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti z nami, in hvala, da smo danes preživeli skupaj tudi Svetovni dan kreativnosti in inovativnosti. Jutri je dan Zemlje, v petek je Svetovni dan knjige in potem je vsaj za nekatere med nami celo teden počitnic. Tako da je tudi čas, ko praznujemo, slavimo in počivamo, in to želimo tudi vam. In vse bo dobro, še stanje epidemije se je začelo izboljševati. Pozdrav, je tale. Rečemo jim mali podjetniki, vendar so vse prej kot mali. To so ljudje, ki so usodo vzeli v svoje roke in se podali na trnovo pot, tlakovano z neizprosnimi izzivi trga. Morda nimajo velike pisarne, imajo pa veliko idej. Včasih niso ljudje veliko besed, a zato veliko dejanj. Morda nimajo največjega avta, ali pač dobro vedo, kdaj prositi in kdaj biti neizprosen. Predvsem pa vedo, kako iz malega narediti veliko. Če srečate podjetnika, ki tudi v najtežjih trenutkih verjame vase in v svoje sanje, ter z njimi preživlja družino, ohranja streho nad glavo in gradi kariero, mu nikar ne recite mali. Oni so veliki podjetniki. Veliki podjetniki imajo velike izzive in partnerja, ki imajo enostavne rešitve. Odkrite jih na telekom.si/podjetniki. Poslujte enostavno, poslujte digitalno. Telekom Slovenije. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije